Dober večer. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, cenjeni koprski škof monsignor dr. Jurij Bizjak, cenjeni celjski škof monsignor dr. Stanislav Lipovšek, spoštovani gosti in seveda drage skavtinje in skavti. Že 25 let skavti na vseh koncih sveta puščamo skavtske sledi. Danes so nas naše sledi pripeljale na isto mesto, da skupaj praznujemo prehojeno pot. Zato vas vljudno prosimo, da ževenejevci pospravite nože v nožnice, trenerji odložite priročnike, duhovni asistenti prenehate z vrtenjem rožnega venca, voditelji volčičev in volkulic zaključite z bancom, vsi skavti 100% mero skavtskega duha, pa le odložite kitare in pozabite na tisto veliko igro, za katero ste porabili že 3 sobotne večere. Zavežite vezalke in zapnite gumbe. Udobno se namestite v spalni vreči, se pokrijte šotorko ali se usedite na topov Armaflex in uživajte v praznovanju. Sliko bomo čez nekaj trenutkov v živo iz studia oddaje Pusti sled. Še predtem pa, kot se za odgovorne državljane spodobi, večer v oddaji Pusti sled. Kot nas že dobro poznate, tudi nocoj gostimo prav zanimive goste. Nocoj z nami skavti in skavtinje. In ne bodite presenečeni, prav vsi so stari 25 let.
Nič nenavadnega, če vemo, da skavtska organizacija letos praznuje 25 let svojega delovanja. Pa ne dolgovezimo, raje spoznajmo nocojšnje goste. Modro ekipo sestavljajo Rebeka, Gregor in Nika! Dober večer, kako ste kaj? Kratka predstavitev, kdo pravzaprav ste? Odlično, odlično. Mi smo pač modra ekipa, sami imamo ime in smo svinjske ribice. Svinjske ribice! In ja, pač sestavljajo pa Rebeka, ki je trenerka in obvlada res vse, kar je tehnično tako in ima tudi ogromno gradiva, tako da zmago imamo že v žepih. In imamo žuvenejca, ki zna vse veščine, tako da tudi tu imamo v žepih. In jaz pač ogromno potujem, ne, in imamo tudi tujino pokrito, čeprav, ja, v bistvu se mi mudi, 15 čez, če se bi dalo, da bi bliže ferti, ker grem na Norveško, tako da. Torej, nikar ne zavlačujmo, spoznajmo vaše nasprotnike, ki vas želijo premagati. Na drugi strani pozdravljamo oranžno ekipo, Polona, Jure in Miha! Dobro večer, kdo pa ste vi? Večer, daj ti predstavljati. Imam je super didaktični pripomoček danes s tabo. Zdravo, jaz sem en tak super volčič in tukaj bi vam danes predstavil skupino. So oranžni sicer, ampak se imenujejo polizani polži. Ja, so čedni, kaj ne? Ja. No, tukaj bi vam predstavil zdaj tole Polona. Ona je kača Kaja, zelo lepa, zelo lepa. Potem naslednji je Jure, on je naš župnik, on je men fulcalski, ker ima res hude plidige pri maši. Pol tamle je pa še Miha, on je pa tudi fulcal, zato ker on pa zna na pamet čist vse pesmice, ja, pa še Rovelčka zna igrati, zelo je dober. Pozabila si nekaj omeniti. A boš ti povedal? Ja, če si ti pozabila. Jaz sem danes, da ne bi bilo tako klavrno, glej malo, ker praznujemo, a veš. Sem pripeljal še svojo band, pa orkester, pa še zbor. Super, gledalci! Kot ste opazili, nocoj v studiu nismo sami kot navadno. Predstavljamo skavtski zbor, band in orkester. Najbolje, mikrofon je vaš. Se zdaj v nevihti nad nami iskri. Čelenčane temnine nam krade stezo spred oči. Pesem preteklih dni nam daje moči, obljuba še v srci gori. Ihta je lepa, odpira obzorja, po njej se nebo spet zjasni. Primi se vetra pokrenika in zapleši ti nas, kot nekoč skupaj bova šla. Kamor naju ponese vihar upanja, kamor naju
hvala našim nocojšnjim glasbenim gostom. Najbolje, da začnemo z nocojšnjim kvizom. Prvi sklop, prvi del našega tekmovanja, kdo bo boljši, kdo bo koga, začnemo z sklopom o zgodovini. Prvo vprašanje za vas, modra skupina, oziroma za vas svinjske ribice. Torej, dobite vprašanje in kar se da pravilno, nanj odgovorite. Torej, začnimo. Na ekranu boste zagledali napis. Našteti so vsi skavtski načelniki. Nekdo manjka. Kdo je to? Kdo je? Milan? Ni en onemočerat, on je bil predsednik, načelnik. Tone Lesnik je bil. Ja, vek je bil v socialnem okoljskem centru. Tone Lesnik je vaš odgovor, Zihar, to je gotovo? Ja, Tone Lesnik. Se strinjate? Pa ja, ajde. Pa poglejmo, če je res Tone Lesnik tisti, ki manjka. Bravo! Bravo, modra ekipa, da vidimo, kako bo šlo oranžni. Torej, za vas vprašanje. Ste pripravljeni? Ajde. Pa začnimo. Kdo je prvi podpisani pod priročnikom Dvigni peruti? Dvigni peruti, razmigati patke in podaj. Povej. Vem, Marjeta Cevc. Marjeta Cevc? To Pa poglejmo. 12 že imaš. Ja. Odlično! Sem točno videl. Zgodovina obema ekipama očitno ni tuje. Gremo naprej. Drugo vprašanje za modre. Katerega leta je vaša organizacija postala polnopravni član svetovne skavtske organizacije VAGGGS? To je ono, ker sta šla Uršula, Sušnik in Čakaj, pol je bilo 1999. Ja. 99? Dva Jurija, ki je na okrogu. Ne, Mogoče je bilo okrog? Ni bilo 1999. Vztrajate. Zadnji odgovor, 1999, je res? Tako dobrega začetka pa res nisem pričakoval. Nekoliko bolj, no poglejmo vprašanje. Koliko postelj je v skavtskem centru v Kočevskem Rogu? A veš kaj, meni se zdi, da so sam pogradi, tako da je soda. Ne. Jaz sem duhovni asistent in mi imamo vedno svoje posle, tako da mora biti liho število. Ne more biti. Ne, Koliko jih je? Ne, bom jaz povedala zakaj. Zato, ker mi smo bili par let nazaj tam in smo imeli eno ful hudo zimovanje in smo bili tako savljanski ljudje, bilo ful zakon. V glavnem in da so bile 5 starih volkov, pa 15 volčičev, tako da 30, 100 postov. Pa Niso ja, bili, 30, 31, 29, 30. Pa poglejmo odgovor na videu. Skavtski okoljski center smo se odločili obnoviti leta 2006. Takrat smo sprejeli eno odločitev in pa tudi zavezo, da bomo to hišo in pa ta območje tukaj spremenili v nek res tak skavtski center. Hiša sprejme 31 oseb, se pravi 31 ležišč imamo. V večji sobi je pa možnost prespati še za približno 20 do 30 oseb. Na tabornem prostoru lahko tabori ob hiši, lahko tabori okrog 50 ljudi. Očitno bi morala poslušati koga drugega v skupini. Gremo nazaj k svinjskim ribicam. Letnice vam grejo dobro, vam niso tuje. Še eno vprašanje povezano z letnicami. Na ekranu bodo izpisane letnice taborov voditeljev. Vaša naloga, da poveste njihova gesla. Prvo je Vihar Upanek, smo prej pojeli. Višnja. Ja. Poglejmo. Gremo naprej. Pa ni 2012 tist, ki je na istem placu, ki zaveži, pa ki je bilo toliko vroče, da nismo smeli ognja kuriti. Ogenj v meni. Ogenj v meni, res je. Še 2006. Jaz sem malo premlada, da bi vedela, kaj bilo 2006. Samo, ne vem, kaj je bilo, briga me. Ne,
Zdaj, če komate si Briga me 2006, tabor voditeljev Briga me, poglejmo. Žal. Ti se bilo za popotnike, Žal. In oranžni priložnost, da povedete v tem boju, je na dlani. Za vas pa nekoliko bolj slikovno vprašanje, tole zadnje v prvem sklopu. Sicer na ekranu boste videli sliko sestavljeno iz 2 oseb. Vaša naloga je, da poveste, kdo sestavlja to sliko. Kakšna lička ima? Malo si pomaga, glej. Mene na čuke spominja. Na čuke, zakaj? Da, bend. Ja, lej. Gledaš, klobuk, kavbojci in indijanci. Okej. Ušesa ka Hugo. Ja. Pa še krokodilčka ima. V oči. Kdo je na sliki? Irena pa Žiga, ne? Načelnik in načelnica, vse logično. Torej, načelnik in načelnica Irena Žiga. To! Spoštovani, na oder vabim načelnico in načelnika Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov Ireno Mrak-Merhar in Žiga Kovačiča. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, gospoda Škofa, predstavniki Slovenske vojske, civilne zaščite, predstavniki drugih skavtskih in mladinskih organizacij, drage voditeljice in voditelji. Veseli naju, da smo se zbrali ob našem praznovanju. Naše igrišče sta travnik in gozd. Ko nas srečaš med počitnicami, imamo rutko okoli vratu in nahrbtnik na ramenih. Kurimo ognje, igramo kitaro, pojemo in opazujemo zvezde. In kako lahko mi s tem spreminjamo svet na boljše, se sprašujete? Zato, ker smo izkusili norost, ki spodbuja k premagovanju lastnih meja. Pogum, da naredimo korak dlje. Radovednost, ki motivira za iskanje vedno novih odgovorov. Pot, tisto prehojeno in tisto, ki smo jo naredili v sebi. Zato, ker smo doživeli igro, pesem, iskanje pravih rešitev, zabavo z razlogom, moč skupnosti, skrb za drugega, veselje do življenja, Božjo bližino, ponos, zaupanje, vztrajnost in prihodnost. Vse to in še več je skavtstvo. To je dogodivščina, to je vzgoja, to je norost, ki deluje. To smo mi, ki puščamo sled. To smo skavti. Skavti smo neizmerno bogati, ker imamo člane, ki razumejo skavtstvo kot svojo življenjsko pot, na kateri oblikujejo lastne vrednote in načela. Ker imamo voditelje in voditeljice, ki letno opravijo 2000 in več ur prostovoljnega dela in ki vzgajajo prihodne rodove. Ker imamo starše, ki nam zaupajo, dihajo z nami in pomagajo, da raste tudi naš voditelj. V 25 letih je skavtsko pot prehodilo več kot 20 000 mladih. Začeli smo tiho, a pogumno. Prehodili težke začetke, ko smo morali postavljati zdrave temelje lastne organizacije, hkrati pa pokazati svetu, da smo tu in ga želimo sooblikovati. Zgodaj smo se začeli zavedati pomena mednarodne vpletenosti in sodelovanja z ostalimi organizacijami. Smo polnopravni člani svetovne skavtske organizacije World Association of Girl Guides and Girl Scouts in soustanovitelji Mladinskega sveta Slovenije. Še vedno aktivno se oblikujemo in vzpostavljamo mladinske strukture. Skrbimo, da je glas mladih v Sloveniji slišan. Vodimo različna usposabljanja in razvijamo mladinsko delo. Danes, po 25 letih, smo hvaležni vsem 20 000, ki smo hodili to pot vzgoje za odgovornost. Vsem, ki so to pot začeli, vsem, ki so zgradili, kar smo danes, ena največjih mladinskih organizacij v državi. Zahvala pa gre predvsem tebi, voditeljica in voditelj, za tvoj čas.
za neprespane noči, zato da greš preko sebe, preko svojih meja. S tabo smo boljši, močnejši, še bolj skavtski, še bolj pristni. Še naprej bomo iskali pot do vsakega otroka, njegov napredek in razvoj razumeli kot vrhunec svojega poslanstva. Postavili se bomo v bran šibkim, vzgajali k odgovornosti, ljubili naravo, ljubili bližnjega in hodili svojo pot. Pričakovanja do nas so mnogokrat nasprotujoča našim vrednotam in poslanstvu, ki jim želimo slediti. Zato, da boste rezultat našega načina življenja, odgovorna in ponosna Slovenka in Slovenec, ki vesta, od kje izhajata in v kaj verjameta. In naj nam Bog pomaga pri tem. Ob tej priložnosti vam podarjamo 25 zgodb naših uspehov, predstavljenih skozi zgodbe posameznikov. Zgodbe, v katerih se lahko najde vsak naš član. Naj bo knjižica, ki jo boste danes prejeli, vzpodbuda vsakomur, da bo odkril tudi svojo zgodbo. Vaša zgodba je dragocena, nezamenljiva in neponovljiva. Samo skupaj bomo lahko še naprej gradili, presegali meje, spodbujali, skrbeli in mislili na druge. Vse najboljše, drage skavtinje in skavti. Bodite vedno pripravljeni. Danes se z nami veselijo vse skavtinje in skavti sveta. Še posebej pa na nas misli Corina Havri, predsedujoča Evropskemu odboru World Association of Girl Guides and Girl Scouts. V tem trenutku je v Bruslju, kjer kuje prihodnost naše regije. Mi pa s ponosom predstavljamo njen pozdrav, torej Corina Havri, predsedujoča Evropskega odbora VAX-a. Dear friends, dear guests, today we're celebrating the 25th anniversary of Združenje Slovenskih katoliških skatini in skautov, or ZSKSS, as it is easier to say for me. I would like to congratulate you on this and wish you all the best. To turn 25 years old for a human being in most cases means that they're standing on their own feet. They've started earning their own money, they finished their education. Some of them might have started their family, they might have moved out from home, live in their own home. They become active members of society, they're voting, they elect, and they are also paying taxes. Somehow this can be compared to being a full member in the World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Your association was founded in 1990. And to become a full member in WAX, they had to fulfill a long list of criteria, which you were able to fulfill by 1999. What you were required to do by then could be compared to being a 25-year-old human being. So you've had to be on your own feet financially. You have your own constitution. You're required to become an active member of the World Association of Girl Guides and Girl Scouts and take part in conferences and vote and elect. So this is really similar to being an adult member of society. However, you did this in only 9 years, so you could actually say that you've grown up before your time. And you're really playing an active role in WAX. You just recently, thanks to your association, the Europe Region WAX, together with some member organizations, has started an interesting and fascinating growth project. 2 of your members will play a very important role this summer in the first ever Europe Region WAX National Leadership Development Program event. You have had members of your association sitting on WAX committees, in working groups, or playing an important role in the WAX World Centers. But there's not only those people that have been active internationally in WAX, but there's also thousands of leaders in Slovenia who each week give 5 to 7 hours of their time without getting money for this to lead kids in being guides and scouts. They
support those girls and boys to develop their fullest potential to become responsible citizens of the world. But they also gain something by being leaders. So they're not only giving 1 hour each day, but they're also gaining something. They're gaining valuable leadership experiences. And in most cases, they will also gain friends, lifelong friends. This can be friends in Slovenia, or if they attended an international event, then they would have friends all over the world. And I have to say that you've also found a friend in me. When I attended my first ever seminar organized by Europe Region WAGS in 1999, just shortly after you've become a full member of WAGS, this happened in Slovenia. And I'm not sure I would be where I am today, being chair of Europe Region WAGS and a member of World Board, if I had not been at this event in those really inspiring surroundings of Slovenia. Thank you a lot for this. On behalf of the Europe Region WAGS and its 39 member organizations, and on behalf of the 10 million members of the World Association of Girl Guides and Girl Scouts, I would like to congratulate you on all your achievements and on your 25th anniversary. I wish you all the best. Thank you. Veseli smo, da danes z nami praznuje tudi predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. Vabim vas, da se mi pridružite na odru in nas nagovorite. Spoštovana načelnica, načelnik, skavtinje in skavti, visoke goste, gospe in gospode. Prišel sem za voljo 2 razlogov. Najprej, ker praznujete 25. obletnico, da vam iskreno čestitam za ta okrogli jubilej in vam želim vse najboljše tudi v prihodnje. Drugič zato, da vam izrazim v mojem imenu, v imenu države, dovolim si reči v imenu vseh naših ljudi, hvaležnost za vaše delo. Čeprav razumem namen vašega ustanovitelja in vaše delo, dolgo, s pomembno in slavno tradicijo, je, da družbo, ki smo jo prevzeli od staršev, pustimo boljšo za naše otroke. Nikoli nisem bil član skavtske organizacije in ne moram reči, da imam s tem osebno izkušnjo. Poznam pa nekaj prijateljev, ki so to bili ali pa so še vedno. Tako da me nekaj stvari, ki jih počnete, ne preseneča, jih poznam. Recimo, čeprav razumem, pomeni to, da šibki podpirajo močne, močni pa pazijo na šibke, nekaj takega. A sem prav povedal? Okay. Mislim, da je v vašem delu nekaj, kar je bolj pomembno, kot se zdi na prvi pogled. Ne gre samo za to, da radoživo uživamo mladosti in da se družimo s prijatelji, navezujemo stike, ampak da poleg vseh drugih aktivnosti, ki jih počnemo v življenju, zlasti ko se mladi ljudje izobražujemo, da tudi na ta način ustvarjamo svojo osebnost. Če pogledam 90. leta in leta pred krizo, torej leta v času, ko ste bili ustanovljeni, ste začeli s svojim delom, ko je bila ustanovljena država Slovenija in je začela s svojim razvojem vse do krize, smo mogoče temu posvečali premalo pozornosti. Nekako se je zdelo, da smo vstopili v nek sistem, ki samoumevno proizvaja vse, kar je boljše, večje, kvalitetnejše, odličnejše. In na koncu smo spoznali, da smo spregledali človeka in da smo spregledali ljudi. Vsaj jaz zase ugotavljam to kot eno najbolj pomembnih diagnoz za moja in za naša ravnanja v prihodnje. Od vsakega od nas, kot posameznika in od nas kot skupnosti, je odvisno, kako
se bomo izvili iz te krize, kaj smo se iz nje naučili in kakšno družbo bomo boljšo pustili za naše otroke. V njej mora biti več razumevanja za cel niz vrednot, mnoge izmed teh, ki so zapisane v vaših dokumentih, so tudi vrednote velike večine ljudi. Ni mogoče misliti, da je Slovenija kot naša skupna domovina sposobna upravičiti pričakovanja, ki jih imamo do nje, če se mi kot posamezniki in kot skupnost ne bomo vedli odgovorno. Odgovorno pa se lahko vede samo ustvarjalna osebnost. In zdi se mi, da vaša organizacija vse, kar počnete, od tega, kar je resno, od tistega, kar je zabavno, na nek način vzgaja odgovorno osebnost. Odgovorno do sebe, do drugih ljudi, do skupnosti, do narave, do domovine. Vse to daje vedeti, da opravljate torej neko plemenito poslanstvo in da mora biti to na nek način v naši družbi tudi spoštovano in cenjeno. Zato sem se, gospa načelnik, odzval vašemu vabilu. Zares sem zelo počaščen, da lahko tukaj z vami danes nocoj praznujem 25. obletnico in vam želim, da bi praznovali 50. obletnico ravno tako veseli, čeprav ne tako mladi. Gospod predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, hvala za vaše besede spodbude in podpore. Sliko pa se vračamo v studio oddaje Pusti sled. Smo že nazaj.
hvala glasbeniki za to popestritev naše nocojšnje oddaje. Mi pa nadaljujemo z bojem. Bojem, kdo bo boljši, kdo bo koga. V tem drugem delu našega kviza, našega boja, smo 100 skavtov spraševali. Pa začnimo najprej z modro ekipo, torej z vinskimi ribicami po vaše. Torej, 100 skavtov smo vprašali, po čem mislite, da smo skavti prepoznani v družbi? Pa začniva s tabo, Rebeka. Kaj misliš? Jaz bi rekla, da po mojem, po naši simbolni govorici, ne? Po rutki, po kroju. Kroj, rutka, to, da ste oranžni. Poglejmo, če je to res eden od teh top odgovorov. Super! Kar za začetek top odgovor. Gregor, gremo naprej. Jaz bi rekel gmajna, to, da sekamo, da postavljamo zgradbe, da kurimo ogenj, tako. Torej, da ima to malo tako, da skupaj. Narava, da ste v naravi. Tako. Torej kaj? Preživetje, življenje... Življenje v naravi, ja. Življenje v naravi. Poglejmo. Mika, vidva, kaj rečeva? Ja, moje LMB, ker to je pač mednarodna akcija. To je pač lučka miru iz Betlehema. Luč miru iz Betlehema. Še naprej, še dva gesla potrebujemo. Rebeka. Jaz mislim, da toliko, ko se mi naučimo na tabornih šolah, ne, in vse priročnike, ki jih napišemo, ki v MSS-ju, ne. Vidim, ja, da jih imate kar nekaj s sabo. Jaz bom rekla priročniki. Torej, literatura. Da skavte družba prepozna po priročnikih, literaturi. Ja, ki so uporabni, ne. No pa poglejmo, če je res. Mogoče bo treba še kakšnega napisati, pa pol pa je. Gregor? Jaz bi rekel, to, kaj je bil žled, naprimer, pa poplave v železnih. To, da zaradi skavtov je žleda. Ne, ni bil zaradi skavtov žled. Pač, ko je bil, smo šli tja in pomagali. In pač ljudje so to videli, zapomnili so si v naravnih nesrečah. Pomoč, ja, v redu. Pomoč v naravnih nesrečah, pravilno. Yes! Še eno polje, neodkrito, Nika. Ja, po moje je tu, da pojemo, da smo veseli, da pač smo taki optimistični. Torej, dobra volja, optimizem. Ja, tako. Rečemo optimizem, poglejmo. Vse smo. Rebeka, zdaj vse na tebi, da dobite točko, ali ena za ena. Torej, še eno polje, sam še enkrat lahko se zbavite. Če pomislim na vse stojnice, ki smo jih imeli, ne? In vedno so prišli ljudje, so rekli, taborniki, ne, gospa, mi smo skavti, uriki moli ste, ne? Tako da jaz bom to, da smo katoliški. Torej, sponosen, da ste katoliški. No, poglejmo, če je res. Bravo, super! Torej, polizani polži, izziv je težek, izenačili so in treba se bo potruditi. Torej, za vas smo 100 skavtov vprašali. Po čem, oziroma kako skavti spreminjate družbo? Miha, bova začela midva? Jaz, če pogledam mene, moje družbo okol, petje, veselje, še kaj tazga. Kaj nam to dobra volja? Optimizem, ker ni bilo prej, pa bilo zdaj dobra volja. Dobra volja. Čeprav skavti spreminjate družbo z dobro voljo. Poglejmo. Tako je. Ni sicer top, je pa med tistimi bolj top. Jure? Ja, jaz bom potegnil eno iz svojega foha, pa bom rekel, da smo dobri kristjani, to. Torej, da spreminjate družbo kot dobri kristjani. Ja. Poglejmo. S krščanskimi vrednotami, ja. Polona, bo šlo? Vsekakor. Bo mogel Ne, on bo zdaj malo počival, ampak ko si me že glih spomnil, ne, lejte že pri volčičih oziroma pri bobrčkih si začne to, ne,
Tako da jaz svoje očiče vse naučim, da se lepo znajo sami zagate zamenjati spodne, da se znajo sami zobe umiti, da znajo sami posodo umivati, tako da mi jih vzgajamo, ne, že od spodaj Torej, do zgora. spreminjate družbo s tem, da se gate zamenjate. Ja, tako. Jaz bi rekla, da na vsak plan od spodaj si gate zamenjati. Super. Smisel. Načeloma bi rekla z vzgojo, da spreminjamo. Z vzgojo, se pravi vzgoja. Ja. Vzgoja za odgovornost, bravo. Jure, mislim, Miha najprej, pol pa Jure, ja. Probava tisto ta prvo, ali bo manj najprej? Zdaj, če ta prva se mi zdi, da je ta prvi skavtski zakon, ki ni napisan, je skavt se znajde, ne? Zdaj se pravi tako, iznajdljivost, nekako ne. Iznajdljivost, no, poglejmo, če je res. Mislim, s svojimi odgovori kažete iznajdljivost sam? Ni, to ga ni bilo. Jure? Jaz bom spet pri Farofu ostal, ne. Meni skavti ogromno pomagajo tam okoli Farofa rihtati, pomagajo kidati okrog, pomagajo ni da ni. Služijo, ne. Tako da bom rekel služenje. Služenje? Bravo! Polona, greva še tisto zadnje geslo, ki ga iščemo. Jaz mislim, da imam češnjo na torti, tako da... No, da vidimo. Definitivno bansi pa igre. Skeči, to s tem spreminjamo svet, resno. Ja. 100%. Pa poglejmo. Miha, zdaj je vse na tebi, da odgovoriš z zadnjim odgovorom pravilno. Ne vem. Sam ne biti pasiven. Ok, aktiven bom. Ja, aktivnost. Kako ne zdaj to? Aktivni, tako da igrate fuzbal? Ne, je tako, da se vključujemo v družbo, da smo družbeno aktivni. Aktivni državljani, torej. Tako je nekako. Probamo. To! Sir! Spoštovani gledalci in gledalke, neverjetno napet je tale boj danes in če pogledate naše nocojšnje goste, iz njih kar vre zgodb, kljub temu, da drugega želijo premagati, vam sedaj dajem izziv. Povejte nam najbolj nenavadno, posebno, tako anekdoto, zgodbo, ki jo premorete. Torej, čim bolj izvirno anekdoto skavtskih 25 let. Pa začnimo tokrat z oranžnimi. Kaj če bi papeža, a se spomniš? Ja. Kaj je bilo? Po vojni. 96. 96. leta je prišel papež na obisk v Postojno. In zdaj... Janez Pavel II, ne? Ja, no, se ti veš. On je... Zdaj ne vem, kako je bilo. Glavno, skavtov niso hoteli ponuditi sam za redarje, kot to ponavadi, a ne smo. Pa so rekli, da bi neki papeža naučili zakurati ogenj, ne vem, kaj je bilo. V bistvu nismo hoteli biti sam redarji, ampak smo hoteli aktivno sodelovati na prireditvi, ne? In smo mu hoteli baklo z ognjem dati nekaj radi kurmo. In pol se niso strinjali organizatorji, ampak naši se niso dali predhodniki in so poslali direkt pismo v Vatikan, ne. Papež odpre pismo, prebere, pravi, to je pa dobra ideja, ne. Sam da ne bo on sprejel ognja, ampak bo on dal blagoslovljeno baklo nam, ne. On nas je imel v bistvu ful rad, ne, in to je tako. Mi smo pa, a veste, tam Kamilan dela, ne, v pisarni, tam se včasih imenovali Zrinskega ulica, tako da zdaj danes se pa imenuje ulica Janeza Pavla II. 13. Ja, po njemu, tako. Zanimiva zgodba, da skoraj bi bila neresnična, ampak je čista prava. Super. To bi si mislil, da zaradi skavtov spreminjajo tudi ulice, ne. Modri, vržena je kost, vržena je rokavica, imate tudi vi kakšno bolj zanimivo zgodbo? Ja, če so se oni dotaknili ognja, se pa dajmo mi vode. Bomo opisali prvo slovensko skavtsko poplavo. Ja, Čebori. Čebori, ja, to ja. To je bilo tam okoli, koliko ljudi je bilo? Tam 4000? 3500 ljudi pa največ izvidnikov. Tako, ja. Bili smo v Žemljah. Tako. Leta 2008. Tako.
Norost, ki deluje, je bilo pa geslo. Ja. Modri, super, hvala tudi vam za to zgodbo, ali še kakšna podrobnost? Seveda, poplava, ni manjkalo dežja, ni manjkalo toče, ni manjkalo, no, edin sonce je manjkalo. Andreja je bila pa v Dixiju se skrivala pred točo, to se spomnim. To samo Andreja ali več ljudi? Za Andrejo vemo. Super, hvala za te zgodbe. Mislim, da skauti premorate kar nekaj zgodb, ki jih boste lahko prepovedovali tudi svojim vnukom ali pa pravnukom. Zdaj pa se vrnimo nazaj k našemu tekmovanju. Ta boj je tako napet, da kaj takega v naši oddaji še nismo videli. In da vidimo, kdo je res tisti pravi, kdo je boljši, kdo se bolj znajde, kdo ima več poguma, več srca, več znanja. Sedaj pred vas polagamo izziv. Tukaj na odru boste videli nekaj pripomočkov, s katerimi si pomagate. In sicer, vsaka ekipa mora narediti svoj spomenik. In sicer spomenik skautstvu. Kdor naredi boljši spomenik, tisti zmaga in porazi nasprotno ekipo. Ste pripravljeni? Da pa bo čas omejen, bo zbor, band in orkester med tem časom izvajal pesem himno vašega džemborija. Pripravljeni? Na štartu? Zdaj! Zgodovinski da polet, za nami boljši bo ta svet. Gledalci in gledalke, čas se je iztekel našima dvema ekipama, Polizanim polžem in Svinjskim ribicam. In da vidimo, kakšne simbole, kakšne spomenike so postavili in na koncu, kdo bo koga. Pa začnimo najprej z vami, modri, torej z vami Svinjskimi ribicami, Nika, Gregor in Rebeka. Vaš spomenik, ki bi ga postavili na častno mesto, je? Pokažite. Evo ga. Ma zgleda odlično. Kakšna hitra, kakšna beseda, klobuk, skautski... Je skaut je. Skaut, v redu. V detajlih, v podrobnostih, o razlagi, nekoliko kasneje. Najprej poglejmo še spomenik, ki ga je postavila oranžna ekipa. Torej Miha, Jure in Polona.
Vaš spomenik. Evo ga. To je spomenik modre ekipe. In nas. Smo se morda narobe razumeli, tekmujete drug proti drugemu. Ne, veš, bom jaz prevzel, ne. Mi smo vzeli lopatko, pa izkopali eno stvar, ne. Mi smo ugotovili, da je tekmovanje med nami v bistvu čist brezpredmetno. Ker vsej simbol, vsej vrhunski smo se res potrudili, ampak pomembno je predvsem to, da delamo z živimi ljudmi, z otroki, z mladino in v bistvu je treba reči hvala vsem tistim, ki se ukvarjajo s to mladino. In to je sam simbol tega. Hvala voditeljem. Režija. Kaj ne naredim? Moredo, to res pela. Okay. Ja, kaj hočemo? Skauti znajo presenetiti, skauti znajo spreminjati ne samo svet, ne samo Slovenijo, ne samo družbo, ampak tudi, kdo bi si mislil, našo oddajo. Torej, stopili so skupaj in le skupaj lahko naredijo simbole, le skupaj lahko spreminjajo svet. Kaj hočemo? Videli smo, da se da skupnimi močmi narediti več kot vsak posameznik. Torej, dragi skauti, želimo vam prijetno praznovanje. Praznujte, uživajte in delajte to še naprej. Vam, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, pa hvala za pozornost in se vidimo, da upam, da prej kot čez 25 let. Pa lahko noč. Hvala vsem vam, dragi voditelji, neskončno hvala za vsako uro, za vsak zgled, za vse, kar storite in ste storili. Že 25 let puščamo skavtske sledi in pišemo lastno zgodbo in zgodbo našega združenja. Med nami je marsikdo, ki je s svojim delom pustil nezamenljiv pečat. Nekaterim izmed njih bi se danes radi še posebej zahvalili in jim izročili najvišje priznanje našega združenja. Prosim načelnika in načelnico, da prideta ponovno na oder. Zlata, skavtska lilija in deteljica sta najvišji priznani Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov. Namenjeni sta posameznikom, ki so s svojim večletnim delovanjem na državni ravni pomembno prispevali k razvoju organizacije. S podaritvijo deteljice in lilije, simboloma skavtin in skavtov, se jim želimo zahvaliti in povedati, da je njihovo delo obrodilo bogat sad. Njihova požrtvovalnost, iznajdljivost, njihove lastnosti želimo postaviti za zgled sebi in prihodnjim rodovom. Dolgoletna poverjenica za program, imenovana skavtska voditeljica in trenerka, voditeljica številnih tabornih šol in mednarodnih usposabljanj znotraj Vaksa. Prva in do sedaj edina članica Evropskega odbora Vaksa v letih 1998 do 2001. Urednica priročnika Dvigni peruti, s katerim se je zagotovo srečal vsak voditelj, knjige, ki še danes predstavlja temelj našega voditeljskega dela. In morda najpomembnejše, so pobudnica Tropa za okoljsko vzgojo, katerega naloga je vzgajanje našega članstva v spoštljivem odnosu do narave. Postaja nam zgled odločnosti in ponižnosti, zgled drznosti in skromnosti. Vse to je videla v naravi, vse to je živela, ko je gradila naš program in celotno evropsko skavtstvo. Najvišje priznanje Združenja slovenskih katoliških skavtov in skavtov prejme upajoča priba, sestra Marija Pija Cevc.
organizacija najbolj potrebovala odraslo roko ter zrelo in premišljeno vodenje. Vodil jo je v času sprejemanja pomembnih dokumentov in usmeritev. Tako smo v času njegovega načelništva sprejeli listino Slovenskega katoliškega skavtstva in začeli pogovore z mednarodno konferenco katoliškega skavtstva ICCS. Povezal je svoje veliki ljubezni, naravo in skavtstvo in bil sopobudnik skavtske okoljske vzgoje in človek, ki nam je predstavil gozdno pedagogiko. Prav njemu gre zahvala, da smo v najem pridobili naš dom v Kočevskem Rogu. Še danes je prisoten. Skromen in tih, a neverjetno velik človek. Izkustveno učenje, ki ga uči, tudi živi. Še danes gradi našo organizacijo in je vedno pripravljen priskočiti na pomoč, ko potrebujemo moder nasvet ali delovno roko, nanj se lahko zanesemo v vsakem trenutku. Zamišljeni volk. Zlato skavtsko lilijo prejme Toni Lesnik. mednarodnih odnosov. Kot poverjenica za mednarodne odnose je v imenu Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov najprej prejela v Kanadi leta 1996 priznanje za pridruženo članstvo v World Association of Girl Guides and Girl Scouts. In bila 3 leta kasneje na Irskem prisotna ob razglasitvi polnopravnega članstva v krovni skavtski organizaciji. V Aksu je pomagala sooblikovati mednarodno voditeljstvo in je aktivno sodelovala pri razvijanju skavtstva v srednji in vzhodnji Evropi. Spoznala je različne realnosti, prednosti močnejših organizacij, a ohranila iskren ponos nad svojim skavtstvom in našo organizacijo. Vodila je organizacijski odbor za pripravo Evropske skavtske konference v Portorožu. Pomen mednarodnega delovanja ZSPSS je videla predvsem z vzgojno-razvojnega vidika, saj je bila prepričana, da mednarodno sodelovanje krepi samopodobo in vzgaja trdne in ponosne Slovenke in Slovence. Vse vedi Bober. Zlato skavtsko deteljico prejme Uršula Sušnik. Vsestranskih voditeljev našega združenja. Ne le, da je sooblikoval in vodil vse vrste dogodkov v usposabljanju ZSKSS, aktiven je bil tudi pri vzpostavitvi in vodenju skavtskih šol življenja v naravi. Vse od zagona ponovne obnove skavtskega okoljskega centra v Kočevskem Rogu je fizično ali pa vsaj v mislih vedno pri njem. Bil je in je še gonilna sila vseh delovnih akcij. Vedno zraven, ko se je delalo po dnevi in po noči, da je danes skavtski okoljski center res pravi skavtski dom. Da nam je v njem toplo, svetlo in domače. Poznamo ga kot tistega, ki se spozna na vse, ki aktivno soustvarja delovanje skavtov na tehničnem, veščinskem in programskem področju. In ki nas vedno opominja, da se morata teoretično in veščinsko znanje dopolnjevati
in skupaj ustvarjati kakovosten skavtski vzgojni program. Vztrajni detel. Zlato skavtsko lilijo prejme Simon Drnovšek. Vsem dobitnikom, hvala za vse, hvala za vaš zgled. To je to, temu moramo tudi mi slediti. Na Sigi, Sigi, Saj so vse prijetnike priznali! A Sigi, Sigi, Saj! A Sigi, Sigi, Saj! A Sigi, Sigi, Saj! Hvala še enkrat gospodu predsedniku, gospodoma škofoma, vsem voditeljem, nagrajencem in gostom, ki ste prišli na naše praznovanje. Pravega praznovanja pa ni brez torte in presenečenja. Zdaj jaz vam želim, da bi se tale organizacija razširila, da bi bilo čim več mladih, ki bi se ukvarjali, da bi hodili na taborjenja, da bi razvijali tiste spretnosti, ki jih skavtizem razvija in propagira. In jaz vam želim še ob 25-letnici, da bi bili še naprej uspešni, še bolj kot ste do zdaj in da bi še doživeli še eno 25-letnico. Ja, vse najboljše še z naše strani, skupina Newt vam želi vsem slovenskim skautom vse najboljše v 25-letnici, pa še na mnogo let. Čestitam. Dragi skauti, iskreno vam čestitam ob vašem izjemno lepem jubileju. Ob tem bi vas rad spomnil na to, kako pomembno nalogo opravljate. Delate z mladimi, jim kažete pot, jim kažete vrednote, kot so delo, sočutje, prijateljstvo, pomoč, vse to, kar je dobro za našo družbo. In seveda želim vam, da nadaljujete s tem delom in da prenašate svoja sporočila iz roda v rod. Dragi skauti, drage skautinje, najprej en lep pozdrav vsem skupaj in seveda čestitke ob vaši posebni 25. obletnici. Kaj ne rečem, jaz vam želim še naprej toliko pozitivne energije, pozitivnih misli, veliko preživljanja časa v naravi in seveda vse dobro, kar naredite za okolje in seveda za vse ljudi, ki jih imate okoli sebe. Predvsem pa upam, da se v kratkem vidimo tudi na kakšnem koncertu. Danes vas pozdravljamo direktno iz Celja. Tukaj smo na enem fajnem ambientu. Vem, da smo bili že skupaj večkrat in vedno je bilo super, tako da do naslednjič en lep pozdrav vsem skupaj. Čau! Čestitam vam vsem skautinjam in skautom vaši 25-letnice delovanja združenja. Tudi meni je zelo všeč ta način preživljanja časa. Veliko časa sem v naravi in zato vas cenim in vam še naprej priporočam, da se čim več ukvarite športom in bodite v naravi, ker je boljše, kot pa biti za računalnikom doma. Da imamo eno lepo točko, namreč veliko prostovoljnih ur, skupaj delamo svet na boljše in delajte tako še naprej, bodite več kot uspešni. Mladi, kreiramo prihodnost in ustvarjamo boljši jutri, boljši svet. In kaj vse skupaj sporočamo na vihanke vam, skauti? Vse najboljše za 25 let! Živjo! Vse najboljše za vas, vse najboljše za vas, vse najboljše, dragi skauti, vse najboljše.
zaključimo, koliko je treba, orkester, zbor, še eno, pa vabljeni dol na torto. Trih ljudi, pravi Bogu so prišli, da bi bogatstvo svoje delili, sinove prijatelj.